Zdravo, sem Simon, obiskujem isto šolo, kot je včasih obiskoval Dominik, ki ga najverjetneje poznate po vratolomnih skokih. Na YouTubu se je njegov video ogledalo več kot 2,5 milijona gledalcev. Kako mu je to uspelo? Kako si začel trenirati freerunning? Freerunning sem začel trenirati v bistvu točno v tej telovadnici, imeli smo en krožek akrobatika. Potem sem pa videl en video na YouTubu, ki mi ga je brat pokazal in tako me je pritegnilo, tako da sem v bistvu to začel sam doma trenirati. Ali so te učitelji lovili po šoli, ko si skakal in norel? Tudi že večkrat. Dostikrat sem šel skakati, da sem splezal tam na šolo v bistvu in pol iz šole dol skakal, tako da niso bili preveč srečni glede tega. Kako in koliko treniraš? Treniram po 2-3 ure na dan, odvisno kako je vreme. V bistvu lepota freerunninga je, da lahko treniram, kje mi paše. Grem ven, izberem si eno lepo lokacijo, se zapeljem tja, postavim kamero in začnem skakati. Kaj zunaj te gledajo, kaj čudno? Da, ponavadi kar čudno gledajo, ko skačeš iz stavbe na stavbo, pa salte iz garaže in tako, ampak zaenkrat še noben ni klical policije. Zakaj ime Sky? Čisto enostavno, ker obožujem skoke iz visoke višine. Ali misliš, da je ta šport nevaren? Je nevaren, ampak s pravilnim učenjem ne toliko, kot ljudje mislijo. V bistvu jaz sem se začel učiti ven in treniral, skakal sem iz bal, na blato, na sneg, na vse, kar je prišlo zraven. Če imaš pa ti telovadnico, pa nekoga, ki te usmerja, potem se da pa dosti varno naučiti to. Pri skoku izgledaš ponavadi precej neustrašen. Česa te je pa strah? Z izjemo poškodb in padcev se ne bojim ponavadi ničesar. Bistvo freerunninga je svoboda in premagovanje ovir, kar zares ni preprosto in zahteva veliko vaje. Adijo!